Živijo in lepo pozdravljeni ponovno na našem kanalu in sicer v sklopu predstavitev nevladnih organizacij, ki z namenom približati pomen in vlogo nevladnih organizacij, pa tudi njihovega angažmaja, realiziramo člani nevladne organizacije v javnem interesu RAVMAU in sicer pod okriljem projekta Koroška demokratična postaja. No, da povem čisto na hitro, zakaj pravzaprav gre. To je projekt, ki je podprt strani Active Citizen Fund, Islandija, Liechtenstein in Norveška, in v sklopu katerega se torej manjka družbeno-politične participacije, lotevamo s postavitvijo stalnega dialoga oziroma s postavitvijo foruma. No, sem sodijo najrazličnejše aktivnosti, znotraj katerega, kot rečeno, potem dosegamo te svoje zastavljene cilje. In sicer gre za pisarno za opolnomočenje državljanov, ki je odprta vsak delovnik in ki ponuja torej možnosti za reševanje najrazličnejših težav našim občanom. Potem realiziramo tudi najrazličnejše razstave angažirane umetnosti ali recimo diskusije in okrogle mize z povabljenimi gosti, znotraj katerih potem ponovno tematiziramo aktualna družbeno-politična vprašanja. Sem zagotovo pod okrilje tega projekta sodi tudi pisanje pobud, pisanje analiz oziroma pisanje predlogov, ki pa nastanejo na podlagi analiz. In tako smo recimo ugotovili, da v Mestni občini Slovenj Gradec primanjkuje urbani prireditveni prostor, namenjen nevladni kulturni produkciji, kar smo potem kasneje formalizirali in predstavili odločevalcem, ali ugotovili smo, da je primanjkljaj recimo, da ne obstaja v Mestni občini Slovenj Gradec razpis za sofinanciranje programov in projektov neformalnega izobraževanja, ki bi bil namenjen nevladni kulturi. Recimo sodelovali smo tudi pri pisanju lokalnega programa za kulturo za naslednje 4 leta in še bi lahko naštevala. Toliko torej na kratko za nek okvir, gre torej za široko paleto najrazličnejših aktivnosti, znotraj katerih, kot rečeno, čisto uvodoma, torej spodbujamo nek stalni dialog in tudi pravzaprav razumevanje demokratičnih procesov. No in tudi ta video predstavitev, torej nevladnih organizacij, sodi v ta okvir in tako da najbolje, da kar začnemo. Z nami je torej Mojca Kamnik, predsednica umetniškega kluba 101. Mojca, najprej hvala lepa, da si se odzvala našemu povabilu. Hvala za povabilo, Urška. Ja. Nevladne organizacije, torej namen je predstaviti pomen in vlogo, zato je najbolje, da začneva, da si lahko torej orišemo, za kakšno društvo pravzaprav gre, kakšen je njegov namen, da nam najprej predstaviš neko histologijo torej vašega delovanja in kje je nastala tista točka oziroma kakšna je bila pravzaprav impuls, pobuda, želja, kakorkoli to definirava, za tudi formalno pravno nastanek tega društva. Naše društvo v bistvu izvira iz imena 101 Records, ki je napisano tudi pod našim logonom. In to izvira v bistvu, mislim, da iz leta 2012-2013, ko je v bistvu Jaka Kep, oziroma pozneje si je nadal umetniško ime Jenks, je začel delati muziko in se je v bistvu ogromno povezoval z ljudmi. In on je bil krivec oziroma pobudnik, da se neko povezovanje začne. In pol se je v bistvu do leta 2014 ogromno enih ljudi prikazalo, povezalo. Tu moram izpostaviti Aljaža Lipuša, ki je bil pol prvi uradni predsednik, in Aleksander Smode, ki je pač zelo veliko ljudi pač povezal. In v bistvu se nas je takrat, ne vem, recimo 2014, okrog 30 ljudi pač aktivno ukvarjalo in z organizacijo takih manjših dogodkov, ki smo si jih pravzaprav organizirali glasbeniki, da smo imeli kje igrati. In pol, ko se je to neko začelo v sestanke formulirati, smo neko začutili potrebo, da naredimo iz tega neko pravno formalno stvar, ki je bil nek naslednji korak našega delovanja, pa tudi glede financ je pač pol lažje. Mislim, predtem pač je vedno po vsakih dogodkih, ko smo imeli prostovoljne prispevke, je pač nekdo tisto škatlico z prostovoljnimi prispevki nosil, in to je bil pač tek za začetek čist šikano pa to, ampak pa se nam je zdelo, da moramo narediti en korak naprej. Tako da to je neka približna zgodovina. Uradno smo se registrirali 2015 in potem smo si v bistvu nadeli ime Umetniški klub 101, ker 101 Records, tako pač mi še vedno zdaj po domače rečemo našemu klubu, ali pa samo 101, to ni bilo možno registrirati, ker pač ni slovensko ime.
In smo rekli, ok, lahko izberamo med klubom, družino ali društvom. In smo rekli, te bomo bomo klub in bomo umetniški klub 101, je pa še vedno tisto bistvo, izvor, iz česa pač smo prišli. Več ustvarjalcev oziroma članov zagotovo pomeni tudi nekakšno programsko usklajevanje. Torej, kako se med seboj usklajujete, povezujete in pravzaprav kakšen je primarni namen torej vašega društva? V začetku je bil primarni namen organizacija koncertov, festivalov in snemanje avdio izdelkov in videospotov za glasbene zasedbe, ki smo pravzaprav one-on-one tvorile. To smo takrat bili Underpodden Graben, Strgane pazduhe, Hedera Vento, Jenks, Smodi, Aljaž Lipuš, potem nam je še pridružil Milan Kamnik, tudi za Lino smo veliko delali. In potem smo v bistvu pač probali podpreti, torej z našimi veščinami, audiovizualnimi storitvami, smo hoteli čim večji masi ali pa, kako bi rekla, mladim, neuveljavljenim, takim, ki si želijo neke take pomoči, smo jim hoteli pač to približati, ponuditi in z njimi pol naprej sodelovati. Zdaj, neka sodelovanja so ostala, neka sodelovanja niso. Trenutno nas je v bistvu aktivnih, rednih članov kar malo. In program v bistvu usmerjamo te redni aktivni člani, ki smo tudi recimo samozaposleni v kulturi oziroma pač delamo mogoče za službo nekaj v smislu tega, kar delamo v društvu. In v društvu, pol recimo se kda pač naredijo neke stvari, kjer potrebujemo nove ljudi, ampak teh projektov je trenutno malo, seveda tudi zaradi korone. Kateri pa so recimo tisti projekti, ki bi jih še posebej izpostavila? Ne vem, jaz mislim, da kogarkoli bi vprašali, kaj nam je bolj najboljše, bi vsak rekel nekaj drugega. Ja, klasika. Ampak po moje smo vsi izredno zadovoljni z releasom Free Lobotomy CD-ja Underpodden Graben skupine, ki smo ga naredili v Wolf baru v Dravogradu. In to je bil poseben dogodek zato, ker je takrat pač bil cel dravograjški trg poln alternativcev, kar se je verjetno še v taki masi pač nikdar zgodilo. Poleg tega Wolf bar tudi nima zdaj redne koncertne ponudbe, tu pa tam Še pač dodana kdo igra. vrednost pravzaprav, ja. Tako. Tako da teti koncert je meni osebno bil pač nekaj najboljšega. Smo pa zelo uživali tudi, ko smo recimo posneli kak videospot za koga in smo pol, ne vem, od recimo 2014 do 2017 smo pol si organizirali premiero in smo na tak način v bistvu tudi javnosti predstavili videospote, ki bi si jih mogoče pač ljudje samo na YouTubeu pogledali, ampak tako so pač, smo imeli veliko platno in je mogoče so ti videospoti ljudem tudi v drugačnem vtisu ostali. In potem smo to še tako malo začinili z koncerti sorodnih izvajalcev in smo si naredili take lepe dogodke. Tako da to je sigurno za izpostaviti. Recimo Country Folk and Blues Kozolci je bil en izmed večjih dogodkov, ki smo jih naredili, ampak ni pa mogoče bil najbolj alternativen, iz česa smo mi v bistvu vedno izvirali. Je pa eno zanimivo alternativno sodelovanje tudi bilo z Dušanom Hedlom, ki je bivši član Centra za dehumanizacijo in smo soorganizirali No Border Jam. Smo bili pa vedno pripravljeni, vedno veseli sodelovanja z festivalom Šoc pa z Mitnek Festom v Črni. Na splošno pravzaprav ne uporabljate zgolj recimo glasbe za podajanje svojih idej, glede na to, da nekaj vaših projektov tudi sam osebno poznam, pravzaprav rokujete dokaj multimedijsko, bi lahko dejali. Torej, poleg glasbe, kateri mediji so recimo tisti, ki tebi osebno morda najbolj ležijo, če govoriš lahko malo recimo tako v svojih preferencah, kot nenazadnje tudi društvenih? Ja, a priori v bistvu
tako sem že prej rekla, organizacija, ampak to, kar mogoče prej nisem omenila, naš point združenja je bil tudi to, je bila tudi audiovizualna produkcija, v bistvu na čemer pač zdaj aktivnosti kluba tudi temeljijo. Torej pač audio produkcija od snemanja, aranžiranja, produciranja do snemanja foley zvokov, recimo za kakšne reklame ali pa kakšne filme, recimo. Pol je pa tu ena torej videoprodukcija, ki je v bistvu isto, kako se reče, zaznamovala One on One in je isto prisotna v One on One kot audioprodukcija. Zdaj, v kakšne smeri to gre pol naprej, tako smo imeli zdaj intermedijski performance na Dravci Mehljica tudi, to je pač ena druga stopnja audiovizualnosti, konec koncev, Zdaj, kam gre to sodelovanje medsektorsko, mogoče tudi, ali kakorkoli, sodelovanje med panogami, je odvisno pa pol od vsakega projekta pač posebej. Na splošno dostikrat sodelujete tako medsektorsko, kot si že omenila. Kako recimo pravzaprav ocenjujete prav to povezovanje medgeneracijsko, medsektorsko, torej tudi povezovanje vladni, nevladni sektor? Kakšno pravzaprav vlogo ima, sodeč po vaših izkušnjah, to tudi za neko delovanje nevladne organizacije, torej prav to povezovanje in mreženje med in z sektorji? Jaz mislim, da je tega v današnjem času kar precej, enega povezovanja. Se mi pa zdi, da je v nekem javnem prostoru nujno, da je nek kontrast in med nekimi čist purističnimi zadevami, da je res, ne vem, samo glasbeni koncert, kjer je mogoče res pomembna samo glasba in nič drugega. Te intermedijske, multimedijske, kakorkoli stvari imajo pa spet eno svojo globino, zaradi tega, ker če ima vsaka stvar svojo globino in to pol povežeš, ima vse skupaj še večjo globino, verjetno. Ampak to, kar sem rekla, v javnem prostoru je pač nujno, da ljudje, ki to urejajo, da pač znajo med tem dvema kontrastoma pač regulirati. Medgeneracijsko sodelovanje je pa nam v klubu tudi bilo vedno pomembno. Z mlajšimi smo hoteli več delati, ko pa nam je pol na koncu uspelo, smo bili pa zelo povezani s starejšimi, pa smo igrali za njih, pa smo imeli recimo takrat v okviru country, folk and blues vsebin smo imeli predavanja o countryju, folku, bluesu in kavbojski ples smo imeli v medgeneracijskih centrih po Mežiški dolini, kar je bilo tudi zanimivo pač za ljudi, tudi ker medgeneracijski centri so na nek način druga stopnja domov upokojencev, niso zares toliko medgeneracijski, ko bi si mogoče želeli, da bi se organsko zgodili, ampak to je mogoče druga tema. Ja, ampak dejansko delate na tem, da se pravzaprav prav na nek način spontano razvijajo vsa ta sodelovanja. Pa ko sva ravno pri sodelovanju, kako recimo se lahko vključijo vsi potencialno zainteresirani, vsi tisti, ki ne nazadnje tudi v tem trenutku gledajo, poslušajo, sledijo morda tudi vašemu delovanju vašega društva. Torej, na kakšen način, kdo so tisti, katere pravzaprav sploh nagovarjate? Prosim. Torej, z našo vsebino nagovarjamo v bistvu čisto vsakega, ki mu je naše delovanje všeč, ki mu je všeč glasba, ki jo delajo naši člani, ki jo delamo, in vizualne vsebine. Kar se pa tiče članov, pa iskreno jih aktivno ne iščemo, ampak ogromnokrat v letu recimo pride kak projekt, ko bi pa rabili 10 dodatnih rok ali pa 20 dodatnih rok, in tu je pa v bistvu vsak dobrodošel, ki se vidi, ki bi se rad naučil ali kaj v audioprodukciji, ali v videoprodukciji, ali kaj vse je potrebno, da v bistvu nek videospot narediš, ker je pol res pomembno, da nekdo tam eno kanglo prinese in jo stoči ven, recimo. In je to vsa njegova aktivnost v 8 urah dela, ampak je pa pomembno. Tako da do nas se lahko pride ali preko mojega kontakta, preko mojega Facebook profila, ali pa prek naše Facebook strani UK One One Records.
Odlično. Še zadnje vprašanje, dokaj zoprno, sploh glede na to, da te bom sama, mislim, da boš morala pravzaprav na nek način sama odgovoriti nanj, ampak vendarle je potrebno, ker želimo pravzaprav prav s temi video predstavitvami torej tudi predstaviti, predočiti ta družbeni doprinos nevladnih organizacij na splošno. Torej, kaj bi ti dejala, kaj je vaš družbeni doprinos? Mogoče je naš družbeni doprinos zelo subtilen in ga mogoče so dojeli samo tisti, ko so z nami že nekaj naredili. Ampak mi smo v klubu vedno smo zelo opogumljali ljudi, da igrajo glasbo in da je vsak sposoben vse, če se le da zraven, a ne. In mislim, da smo na tak način, upam, da komu doprinesli, ga opogumili, da kaj naredi, da ga ni strah izražati se, da ga ni strah, če ni dosti dober, ampak da je zadovoljen s tem, kar je, ampak še vedno ima, ne vem, neko željo porasti. V smislu samih naših nekih umetniških izdelkov ali kakorkoli, tu težko rečem, kaj je naš družbeni doprinos, vedno smo se trudili biti pač kritični. Kaj drugega pa težko rečem. Si sama pravzaprav dosti povedala, večina vseh teh stvari pa pravzaprav govorijo vaši projekti, vaše delo, Tako. ki ste do sedaj ga že izvedli in vse tisto, kar seveda še boste. Ja. Mojca, najlepša hvala torej, tako za obisk, kot seveda za vaš družbeni angažma, za dejansko družbeni doprinos in za vso delo in ljubezen, ki ga pravzaprav vlagate za realizacijo le-tega. Hvala za povabilo še enkrat. Hvala lepa. No, hvala lepa pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Doslednjič bodite aktivni oziroma morda še bolje kar proaktivni. Srečno!